marsikoga eno najljubših opravil – sproščeno urejanje okolice. Po drugi strani pa je košnja lahko tudi zelo stresna. Odvisna je od vremena, opraviti jo je potrebno tudi kadar nimamo časa, za nekatere pa je celo zelo moteča, saj jo pogosto spremlja hrup kosilnic. Neodobravanje izkazuje na tak način, da na nas meče jabolka, jajca. Košnja trave je pravzaprav cela znanost, od katere je pogosto odvisna tudi kakovost naše hrane. Idilične podobe kmetov, ki ogromne površine pokosijo z ročnimi kosami, so zdaj že zelo redke. Sodobni kmetje, kakršen je Marko Kern, se košnje lotevajo z delovnimi stroji. Zatem je rotor, ki ima gor vilce in te vilce dvigajo oziroma lomijo travo, pa jo odlagajo nazaj na tla. In tudi sama sem lahko poskusila, kako je kositi s takšnim strojem. Marko Kern je eden tistih kmetov mlajše generacije, ki poleg košnje na svoji kmetiji to storitev opravlja tudi za druge. Mehanizacija je vedno dražja, kot da kmete se malo povezujemo oziroma nas kar razmere silijo v to, da se povezujemo. Kmečka košnja pa pomeni tudi pripravo hrane za govedo in druge živali. Mi želimo to pokositi, pa v najkrajšem času osušiti dovolj, ali za silažo ali za seno, pa to pospraviti. Kolikokrat je potrebno kositi, je odvisno od potreb, lahko le enkrat ali pa tudi do 6-krat na sezono, ko vreme to dopušča. Imamo vedno samo 2-3 dni časa, takrat moramo vsi to narediti in takrat se dela napolno. Nima veze dan, nedelja, kaj je, se mora to narediti. In tega se ljudje premalo zavedamo. Če je nedelja ali pa včasih tudi večerne ure, pa se to ropota okrog hiš in podobno, to je glasno, to je moteče, to tudi mene motilo, ampak mi moramo to narediti. Da je potem na voljo tudi kakovostno slovensko meso in mleko. V prvi vrsti to. Mi želimo imeti kvalitetno krmo za naše živali, da so zdrave, da dobijo tisto, kar hočejo. Slabšo krmo lahko zelo hitro predelamo. V mestih za košnjo javnih površin skrbijo javna podjetja. V Ljubljani je to Boka Snaga. In tudi eno od njihovih kosilnic sem lahko sama preizkusila. Takole morajo v Ljubljani pokositi 336 hektarov travne površine. V njihovi enoti je okoli 45 zaposlenih, od tega jih 20 intenzivno izvaja prav košnjo, pravi Gašper Rjavec iz delovne enote zelene površine. S košnjo pričnejo aprila. Igrišče, kjer se mi sedaj nahajamo, se kosi 5-krat letno. Drugač pa košnja na ostalih površinah po Ljubljani pa poteka od 5-krat do 8-krat letno ali tudi več glede na namembnost površin. Odkošeno travo, ki jo takšna kosilnica zbere v zalogovniku, odpeljejo v regijski center za zbiranje odpadkov. Kjer se jo pripravi skupaj z ostalimi biološkimi odpadki za zemljo oziroma kompost. Načrt košnje in prioritete imajo določeni, se ga držijo, a nekaterim občanom se še vedno zdi, da premalo kosijo. Občani Ljubljane imajo radi lepo okolico. Zato jaz mislim, da kolikokrat bi mi kosili, bi bilo mogoče še premalo. Če za javne površine poskrbijo javna podjetja, pa je na zasebnih površinah okoli blokov košnja stvar etažnih lastnikov. Najpogosteje jo izvajajo hišniška podjetja, pojasnjuje Gorazd Makarovič, direktor podjetja za upravljanje objektov Magdom. Lastniki določijo, kdaj se kosi, kako se kosi in tako. V načelu se pa kosi nekje med 5 in 10-krat na leto. V Magdomu to prepuščajo hišnikom. Če dobimo kakšne pritožbe, da je potrebno pokositi, se seveda izdamo nalog za košnjo, drugače so pa hišniki, ki to regulirajo. Na nacionalni ravni ne obstaja prepoved košnje ob nedeljah in praznikih, poznajo pa to vrstne odloke v nekaterih občinah. V Ljubljani takšnega odloka ni. Globo lahko etažni lastniki dobijo,
kot naročniki. V tem primeru, če kršijo javni red in mir. Tukaj je globa pač predpisana. Oziroma, če stanovalce vznemirjajo med 22. in 6. uro zjutraj. Vse ostalo je stvar dogovora med etažnimi lastniki. Imamo na splošno zelo radi urejeno okolico. Urejena zelenica je že od nekdaj statusni simbol. In če želimo lepo zelenico, moramo travo tudi redno pleti, pravi dijak Biotehničnega centra Naklo Jan Pavlič. Širokolistni plevel. Dobro ga je tudi vedno odstranjevati, strate. V večini primerov se ga odstranjuje ročno, lahko pa z škropivi, ampak najboljše ročno. Pri zatiranju plevela pa je pomembna tudi košnja, pravi mladi vrtnar, ki se ukvarja z urejanjem okolice v družinskem podjetju General. Enkrat na 2 tedna ali pa enkrat na 1 teden kositi, pa tudi če v bistvu se nič ne pokosi, samo da se v bistvu tudi plevel zatira, pa da je skozi konstantna košnja. Opaža tudi, da ljudje trate ne gnojijo dovolj. Zdaj spet paziti moramo pri gnojenju, da spet gledamo na naravo, ne? Da v bistvu ni škodljivo za naravo. In pa košnja, pa zalivanje. Jaz vidim to kot velik problem. Zdaj tudi pri zalivanju spet treba gledati na naravo. Najboljše je, če imamo kakšno cisterno doma ali pa deževanco, da zbiramo, da v bistvu čim manj ne obremenjujemo vodovoda. Posejemo lahko širokolistne trave, ki so malo ostrejše in trše, ali pa tanjše trave. Za naše podnebje bi mogoče bolj priporočil te bolj širokolistne, sicer so malo bolj grše, sam so malo bolj obstojne. No. Zdaj, če bo zelo tanka travca, bo v bistvu zdaj, sploh ko bo v sušah malo, bo dosti hitro rumena ratala. Trenutno opaža trend, da je vse pravilnih oblik, kvadrat, pravokotnik, nič kaj veselega. Meni osebno je boljš, mogoče malo več detelce gor ali pa kakšnih marec, pa ima pa tudi čebele malo več dela. Zdi se mu, kot da ljudem manjka malo razgibanosti tudi v življenju, pravi. Vse je v bistvu samo trava, pa en drevo, pa mogoče en logorikovec, to je pa to. Mogoče to malo manjka, da bi malo več teh cvetočih rastlin, da je Za košnjo lahko najamemo usposobljene izvajalce, cene pa so odvisne predvsem od površine in zahtevnosti terena. Gibljajo se od 12 do 20 centov na kvadratni meter za površine do 300 kvadratnih metrov in od 8 do 15 centov na kvadratni meter za večje površine. Povprečna cena za manjše površine je tako 14 centov, za večje pa 10 centov na kvadratni meter. Lahko pa seveda pokosimo sami, a zato potrebujemo primerne pripomočke, v prvi vrsti kosilnico. Pri nakupu je najpomembneje, da vemo, s kakšnim terenom bomo imeli opravka, pravi prodajna svetovalka Anja Blokar iz Merkurja. Če ni raven teren, je fajn, da so zadnja kolesa večja oziroma da so na splošno kolesa večja. Železni repertoar so bencinske kosilnice, velik porast povpraševanja pa beležijo pri električnih kosilnicah, zlasti za manjše površine. Ta je še najbolj taka, ko se jo spomnim. Ja, tist je pa v resnici ta najboljša kosilnica, z dolgo življenjsko dobo, nima koša, nima kaj veliko knofov in z njo samo greste. Za manjše površine se ljudje večinoma odločajo za manjše akumulatorske nitkarice, ki pa v resnici nimajo več nitk. Ampak imajo nože, tako kot recimo tukaj, če stopva pogledat, ki upravijo svoje delo za redno košnjo, lahke so za nosati, tako da lahko tudi starejši ljudje to brez problema sami pokosijo. In so primerne tudi za strme terene, sadovnjake, vinograde. Za več kot recimo rečemo 1500 kvadratnih metrov, da imaš travne površine, potem si brez problema umisliš nekaj takega, ker se usedeš gor in dejansko se pelješ. Najbolj v trendu pa so robotske kosilnice. To so pa te, ki nam olajšajo življenje za 80%. V zadnjih 5 letih smo priča vzponu priljubljenosti robotskih kosilnic, pravi Goce Tasov iz podjetja Tabakum, kjer že desetletja prodajajo in vzdržujejo tudi kosilnice. Med njihovimi strankami so tudi terme Zreče. Ko gre v ta kosilnica, ima eno veliko prednost, da, kot so sami rekli, izgleda kot neka navadna robotska kosilnica, je pa ves čas povezana z oblakom na Švedskem, preko katerega mi komuniciramo z robotsko kosilnico ali preko pametnega telefona, ali pa mi kot delar preko programa. Tako lahko nadaljavo urejajo urnike na njej, lahko jo parkirajo, lahko naredijo pregled kosilnice, če vse deluje kot je treba in podobno. Ko je urnik trenutno narejen,
od polnoči do 10, pa od 6 popoldne do polnoči. In to pa lahko tudi jaz nadaljavo spreminjam vse. Na takšnih turističnih območjih je zelo pomembno, da je okolje urejeno in da košnja ne moti gostov. Tukaj v termah imajo narejeno tako, da dela kosilnica izven časa, ko je odprt bazen, torej po noči, saj ni preveč glasna in ne moti gostov tudi, ko spijo v hotelski sobi z odprtim oknom. Robotske kosilnice stanejo od približno 600 evrov naprej. No, tale je pa nekje 1200 evrov. In ne rabi povsem ravne površine. Konkretno ta robot ima nekje do 30% naklona, obstaja pa tudi taki, ki grejo do 65% naklona. V Arboretumu Volčji Potok imajo 6 robotskih kosilnic, ki pa za 85 hektarjev površine seveda še zdaleč niso dovolj. 2krat na teden morajo namreč pokositi vse travnike, pravi vodja parka Primož Prešeren. To se pravi, te veliki tam do 2,5 metra od kosa, gremo po večjih površinah, potem pa obiramo z manjšimi. Samo za košnjo potrebujejo stalno 6 ljudi, saj so zelo pozorni na nivo trave. Pazimo, da je od kosa čim manj, da se res lepo trava zgosti in da je lepa, ker v primeru, da je večji odkos, se trava razreči, ker je toliko več zelene površine se odreže in s tem posledično tudi trava rabi več energije in hrane. Zato travnike, kadar ni večjega odkosa, samo mulčajo, kar pomeni, da pokošeno travo pustijo na površini. Izdatno gnojijo spomladi z dušikom, da dobi trava zagon, poleti mogoče s fosforjem in kalijem, ter jeseni, da pripravijo travo na zimo. Drugače za privat vrtove je pa potrebno malo večkrat goniti, ker je tudi večkrat se kosine. Ker gre za velike površine, travo sejejo sami. Travne tepihe pa položijo le na majhnih koščkih, kjer umaknejo kakšne sezonske rastline. S travnimi tepihi je efekt takojšen, ne? Trava se položi in je že zeleno. Je pa razlika z sejano, je pa to traja nekaj časa do sklije, pa da potem se zgosti pa zraste, ne? Več kot polovico slovenske proizvodnje travne ruše pridelajo v podjetju Viller. Zemlja za pridelovanje travne ruše mora biti posebej na fino pripravljena. Zgornji sloj mora biti presejan, pognojen, dodana kremenčeva mivka in kompost, pojasnjuje Martin Viller. In potem to posejemo, zalivamo, kosimo leto pa pol, da se to potrdi, da nastane taka lepa trava in taka, ki se pač drži, da korenine držijo skupaj. In potem to lahko s posebnim strojem odrežemo, zrolamo in prestavimo na vrt. Načeloma lahko takšna, kot je tukaj, potem ostane tudi na drugi lokaciji. Je pa odvisno od pogojev, kamor jo položimo. Imamo stranke, ki imajo že 25 let tako, da bi še vedno lahko jedel z nje. Imamo, seveda, če gre pa to v senco, pa v take neprezračene vrtove, se pa malo razreči, tam ne more biti lih tako lepa, kot je tle. Največkrat je sicer težava v tem, da ljudje preveč skrbijo za travo, pravi Viller. Predvsem preveč zalivajo travo, ne? Trava se mora sama boriti za vodo in res, če res dolgo časa ni dežja, potem je treba zaliti, ampak takrat pa res obilno. No? To je zelo težko ljudem dopovedati, treba jo je gnojiti, se pač vsakič, ko pokosimo, odnesemo nekaj z vrta in to je treba pač nadomestiti, ne? In fino je pač enkrat, lahko pa tudi 2krat na leto prezračiti. Ker si ljudje želimo hitrih rešitev, je travna ruša vse bolj priljubljena. To se v enem tednu prime in pač raste naprej, no? In je bistveno lažje, hitrejše. Taka položena na vrtu z vsemi pripravami, z vsemi okrog 15 evrov po kvadratnem metru, ne? Ne glede na to, ali se odločite za sejano ali položeno travo, pa se morate zavedati, da v senci lepe zelene trate ne boste mogli imeti. Slovenija je kmetijsko zelo razdrobljena, temu primerno poznamo veliko načinov košnje, pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Kranju Robert Golec. Sedaj seveda z uporabo sodobne mehanizacije, z večjo storilnostjo, predvsem bistveno manj ljudi dela v kmetijstvu kot pred desetletji, pred stoletji, pa seveda prav tako izvajamo 3,
4-kratno košnjo na leto. Na visokogorskih področjih je drugače, tudi časovno, saj je odvisno od tega, kdaj je faza latenja. Latenje pa je tista razvojna faza pri travah, ko ima trava najprimernejšo vsebnost beljakovin, sladkorjev in je tudi najbolje prebavljiva. Pravilen način, pravilen časovni termin za košnjo trave je zelo dober mehanizem, da v osnovni voluminozni krmi zagotovimo zadosti beljakovin, da potem ne potrebujemo dokupa. Intenzivno izrabljamo le majhen delež travinja v Sloveniji, pravi Golc, in dodaja, da lahko za biodiverziteto skrbimo tudi v strnjenih naseljih. Ni potrebno vedno imeti tako imenovano angleško travco, ki je košena 10-krat ali pa večkrat na leto. In prav tega se zavedajo v Boka Snagi. Mestna občina Ljubljana ima območja, kjer se košnja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in paše čebel ter drugih opraševalcev izvaja kasneje. Te površine se nahajajo nekje na Grajskem griču, na območju Tivolija, Rožnika, Barjanskega parka in pa na območju Rakove Jelše. Vendar tudi vsaka zelenica ni primerna za pašo opraševalcev. In nazadnje vidimo, da je tukaj sestoj trave tak, da praktično ni ničesar cvetočega. Za kasnejšo košnjo se odločajo tudi okoli nekaterih blokov, kjer rastejo medovite cvetlice, pojasnjuje Gorazd Makarovič. Kot upravnik se mi zavzemamo za to, da bi bila košnja čim kasneje. Lastniki se pa zavzemajo, da bi bila čim prej, ker želijo pač imeti pokošeno, tako da treba neko ravnovesje vedno najti. In tudi v bolj odročnih delih arboretuma nekaj trave puščajo rasti. Tamle okrog gozda pa to puščamo. In spomlad recimo nam cvetijo kronce, pustimo tisti travnik, da to odcveti in tudi dozorijo zvončki, pa potem pokosimo enkrat mogoče na leto. Ne glede na to, s kakšnimi kosilnicami kosimo, je vedno nujno poskrbeti za varnost oziroma zaščitno opremo, zlasti pri košnji z nahrbtnimi kosilnicami. Da se mi naš telo zaščitimo pred piki, pred ugrizi, zaradi tega, da pač ne pristanemo na urgenci, ker so lahko posledice zelo hude. Potrebna je tudi delovna dobra obutev, zlasti ko se kosi z noži. Rezalni list, recimo, se znajdejo kakšni kamni, kakšna debelejša podlaga, ki jo pač ne moramo v prvo odrezati, in se je že zgodilo, da se je ukrušil. In nažalost včasih preleti to tudi v naše noge. Uslužbenci Boka Snage so opremljeni z vso potrebno zaščitno opremo, se pa nažalost soočajo s tem, da se nevarnosti ne zavedajo dovolj nekateri mimoidoči, ki se preveč približajo koscem in kosilnicam. Kamenčki in ostali predmeti letijo tudi po več 10 metrov daleč in poškodbe, ki lahko ob tem nastanejo, so pa resne. Urejena okolica nam je pomembna, vendar pa smo v sodobnem času ljudje vse manj potrpežljivi. Pri košnji nastaja tudi hrup, ki marsikoga moti. Hišniki imajo navodila, da se kosi prične s košnjo po 9-10 uri. Žal je včasih tudi kdo, ki je prišel iz nočne službe, mu to ne ustreza. Košnja na javnih površinah v Ljubljani se začne okoli 6:30 zjutraj. V zgodnje jutranje ure naletimo tudi na kakšno nerazumevanje občanov, kar pa mi na nek način tudi razumemo. Nekako pa ne razumemo, da bo vseeno okoli 10 ure dopoldne občani vseeno nas mečejo jajca, sadje ali pa še kaj bolj trdega iz balkona. Fantje res nimajo enostavnega dela, tako da bodimo kot občani strpni in jim raje prinesemo kako kavico.